Dobro jutro. Ja, govori, kot ti je srce reklo, pa ne moreš govoriti narobe, je rekel Jurčič. Jurčič je imel kar prav. Če govoriš iz srca, ne more biti narobe, če delaš iz srca, ne more biti narobe, zaradi tega, ker je iz srca. Kdor pa kopira in bi nas rad skopiral, bil neoriginalen, da pa lahko naredi med tem, ko kopira tudi napake, ne? In pretežno ljudje, ki so izgubili stik s srcem, dušo, žal delajo v zadnjem času mnogo napak. Mislim, a sem rekel žal? Ne, delajo napake in super je, da jih delajo, da jih vidimo, da se izkazujejo, kdo so, kakšne pošasti živijo v njih. Večkrat smo že rekli, ljudje ne bodo mogli zadržati, zdaj pa mi počas deluje, kot da nočejo več zadržati in kot da bi želeli, da jih kdo pobije. Ker tolikene provokacije, kot so sposobni ljudje zdaj vršiti iz sebe, kaj takega pa si nisem nikoli predstavljal v kontekstu. A veš, tak zapis da od sebe, a ne, recimo jaz objavim nek video na Facebooku, pa se tam nekdo pojavi, da kaj pa ta tip je, a ne, da to je ta idiot, da ga itak noben nič ne razume, kaj zdaj mu pa je, ne. Ja, seveda ne razume, ne. Ampak ne morajo ti, ki ne razumejo, a ne, nam govoriti, da nekaj ni. A veš, ne more najbolj nedojemljiv otrok v šoli, ki ne razume recimo ulomkov, a ne, celemu razredu reči, budale ene, vi te ulomka, to je bedarija, kdo pa tu šteka. In tu reče najbolj butast, ne. In podobno zdaj v bistvu se izkazujejo ljudje, ki v bistvu namesto da bi utihnili, pa bi vsaj ne vedeli, kdo in kaj so, zdaj bljosnejo tako bedarijo. No in seveda, normalni vemo, o čem gre, kaj govorim in kaj bi nam rad razložil. Nenormalni pa kot da želijo biti izdani. Kot da bi rekli, evo, jaz sem debil, stari, daj me, klofni me. No in normalni temu lepo, jasno, lepo nazaj povejo, da poba, ker usece malo nazaj, naslon se nazaj, ker Matej na koncu nekaj tudi pove v kontekstu, da kdor zdaj ne razume, je v bistvu izdajalec in deluje pravzaprav proti nam, ljudem. Ja, neumnost je večna, je rekel tudi, kdo je že napisal Butalce? Jo, kako mi kaj tacga vidi z glave. Jo, globoko se opravičujem avtorju, pa tle z naše gore list. Skratka, on je napisal Butalce. Butalce se da interpretirati z večjih strani, vsekakor pa je opozarjal na neumnosti in je tudi on zatrjeval, tako kot Einstein, da neumnost pa vesolje sta neskončna, čeprav za vesolje si ne upa čist trdati, ne. Zagotovo pa je neumnost neskončna v človeških umih in res je noro, ko jo gledamo, kako plava ta norost na plano. In naj vam povem, da ne da je praznoglavcev samo v najnižji kasti ena cela horda. Praznoglavci so vsi po hierarhiji in piramidi navzgor, a ne? Ampak, tako ko se zdaj ukvarjajo na nižjih nivojih sami med sabo in kažejo svojo puhlavost, ne, se podobno dogaja tudi na nivojih višje, torej njihovi nadrejeni, ne, nadnarcisi, nadrejeni, imajo identično težave sami s seboj in tem dol ne podajajo navodil, kaj morajo. Ampak, a veš, ti, ki so nad njimi, imajo nad sabo še nekoga. In tudi ti gor se ukvarjajo sami s sabo, ker v bistvu so jim začeli šteti mlinčki v kontekstu, da ali jim bodo odvzete funkcije, ali so prepoznani v prevarah, ali ne morejo več svojih laži prikrivati in tako naprej. Kajti v Maleziji se je zgodila sodna praksa, verjetno ne čist glih prva, tudi verjetno ne bo najbolj odmevna, ampak sodna praksa po Nürnberškem zakonu so eliminirali zdravnika, ki je s cepivom cepil ljudi, vendar to cepivo je biokemično orožje. In ta zdravnik je to delal, a ne,
je s tem orožjem garinu v ramo, v krvni obtok ljudem in ta človek je bil obsojen na smrtno kazen in kazen je bila tudi izvršena. Kaj pa zdaj? In če imamo mi sodno prakso, da je cepivo Pfizerja, Moderne in Johnsona, ne vem koga še, biološko orožje, biokemično orožje, kjer je mnogo informacij, kaj vse je notno. Skratka, če so ta cepiva bila smrtonosna v Maleziji, a pri nas pa ne, ali kaj. Točno ista stvar se je dogajala globalno, se jo je vendarle dirigiral WHO in ameriški Fauci. Kje pa je kaj Fauci, se nič ne ve, ne? Se ni nič oglasil. Jaz se ne more, mislim, da on je eden redkih, ki je ostal še živ in zaradi tega, da bo še kaj popričal, ampak takrat, ko mu je dovoljeno, ne takrat, ko on želi. Zakaj pa? Zaradi tega, ker globoka država, deep state, ta velika pošast psihopatska, je mrtva. Ta pošast je dead. In v bistvu, veš, tako kot so ljudje, ki nimajo povezave s srcem, so tudi mrtvi. Ne? Noter so prazni in mrtvi. Ampak hodijo pa še. Ne? In enako zdaj ta pošast še nekako na nekih nogah stoji in zdaj čakamo moment, da se zgrudi na tla. Ona še sicer nam da dihati in sodni sistem še grozi ljudem in policija grozi. Pravzaprav meni, ne, mislim, kaj nagruntajo ti primitivci, ne. Enemu primitivcu sem rekel, da naj neha srati, da če mu nobena policija nič ne more, pa tožilstvo, a ne, ker je problematičen član družbe, že odkar vem, da obstaja, da mu bom jaz pomagal za pahe, a ne, ker je brcno moje psičko Lucy, ne? To je po kazenskem zakoniku leto pa pol zapora lahko človek faše za tako dogodivščino. Pa sem mu sam povedal, da ga lahko spravim jaz na hladno, če ga do zdaj noben še ni, ne. No, pa sem dobil spet papir z policije, ker je revež šel takoj teč k njim, Turšič mi pa grozi, ne, da me bo ubil, ne. Nisem mu tega rekel, ne, zdaj, čisto je napačna izjava, mislim, kar neki. Skratka, policija tega človeka zdaj pa resno jemlje, čeprav je star znanc, problematičen do amena. Ampak hočem reči, če nekomu nekaj rečeš nazaj, takoj se pokakajo in grejo k svojim prijateljčkom policistom. Ti, ki so ga menda vklenili, mislim, že pred mojimi očmi so ga vklenili vsaj 5-krat, pa so ga verjetno 50-krat. Ampak mu noben nič ne more, ne. No, dajmo pol pa Turšiču, ker tak je bil, ko smo ga vklenili 50-krat, zdaj pa nekdo mu je nekaj nazaj rekel. Torej, policija resno jemlje njega in si vzame čas, da naredi zapisnik, pa nekaj, ko pa sami vejo, da je provokator številka 1. Hočem reči, ta pošast, negativna sistem še funkcionira, ampak zelo, zelo slabo. Ne? Ker s takim dopisom, ki sem ga zdaj dobil, se v bistvu izkazujejo njihova naveza. Pa to je že drugi dogodek, ki ga imam, ne? Da se izkazuje naveza med oblastjo in kao policija naj bi čuvala državljane, tako imajo za prisego. Pa čuvajo občane, jaz nisem nič varen pred tem človekom. Človek mi je navaren, komu pa nekaj nazaj rečem, da ne utišam, nekaj provocirati. Pa da če ga ni noben spravil za zapahe, ga pa jaz dal prijavo. Ma pa sicer, koliko sem mu rekel, 24 ur časa, da nagruntaš, kako se boš opravičil meni in Lucy. Ampak tega v zapisniku pa ni, ne. To pa ni bilo pomembno več za tega strahopetca, ne. Hočem reči, ti strahopetci sodelujejo s sistemom, imajo občutek moči, ker so imeli zaledje. V začetku sem rekel, zaledje ne funkcionira zaradi tega, ker ima zaledje težavo samo s sabo. Od zaledja ima pa tudi težavo samo s sabo. In iz večjih verov vam lahko povem, da v javnih upravah imajo kar konkretne zaplete nadrejeni sami sabo. Ja, nekaj jim ne štima, ne? No, tudi včerajšnji primer Saše Petkove na sodišču, ne? Spet dokazuje, kako obračajo besede sem in tja in gore in dole. In ta primitivizem med ljudmi in sistemom je tako, da ko enkrat ti začneš zmagovati z argumenti, ne? Potem se oni spravijo stran od teh argumentov in začnejo napad osebno, ne? A veš, bolj pogruntajo, zdaj mislim, jaz v večino argumentov, mislim, jaz se sploh ne argumentiram, če že, a ne,
pejmo, pa smo spet pri ravni zemlji, imamo zatikljaje takšne in drugačne, ne. Kako bedasti smo tisti, ki pravimo, da nekaj ni v redu, ne, da zgleda, da ta voda mora biti naravnost, da čudno je, da je taka gravitacija, da take količine vode je prepopala na zemljo, mi, ki smo pa z vode, pa lahko in skočimo in vse sortne. Mislim, v teoriji bi nas moglo zalepiti na zemljo po tej matematični formuli, ki jo probajo dokazati kot gravitacija. Ampak pustimo stati, sploh nima veze, ali je okrogla, kvadratna, zelena, oranžna, paradajz je treba zaliti, če ga pa nisi zalival, ga moraš pa kupiti, ne. In zdaj upam, da ste naredili kaj ozimnice, ker to je pravilno. Jaz paradajzi sem končal, še vedno sem v raju, kajti raj je v nas, ne. Zdaj sem pa v paprikah, ne, zdaj sem pa paprike, sem se odločil, da imam rad pečene paprike in si jih pečem. Tako da sem v pripravi ozimnice in vidim, nisem edini. Si pa predstavljam, da mnogo ljudi niti pod točko razno ni pripravljenih na stvari, ki se nam dogajajo pred očmi, ne. Jaz sem rekel, vse bo v redu, ja, mislim, fajn je pa če kljub samo pripravljen, ne, da mogoče, kaj pa če zmanjkaš troma za en teden, recimo, ne, ali pa interneta za par dni, kaj pa pol, pa se folko se zmeša, kako mislim, če trgovina ne dela, mislim, pa veš, ljudje nimajo špajza, mislim, jaz lahko sem mnogo časa brez vseh možnih resursov, mislim, kaj pa če nasujejo dežja spet malo več, pa da ne moreš iti bih do štacune, ali pa je trgovino zalilo, recimo, kaj pa pol, ne, mislim, si predstavljate, kako to izgleda, že če imamo praznike 3 dni v kosu, ne, je dan pred prazniki tako, da bo konc sveta, ne. Noro, sploh ne moš razumeti, kako folk nima doma nič, mislim, jaz ne razumem. Ne, mogoče je kakšna streznitev tle prišla, ko smo bili priča poplavam po Savinjskem pa Koroškem pa tako, da je kdo kakšno konzervo več kupil, ne, pa ima doma kakšen glaš več, če si že ni pripravil ozimnice, kar je v bistvu precej logično. Stara navada, še ko sem bil jaz mulos, vem, da smo polet kupovali kumarice z Makedonije, pa paprike, pa paradajze, pa smo to vlagali masovno, ampak mi smo to imeli, mislim, takrat, ko je bila sezona, smo kupili in dali za tiste čase, ko pač ni. Zdaj pa vse samoumevno, da kumarico je bož, da kupaš takrat, ki jo rabiš, ne. Pustimo stati, upam, da delate ozimnico, kar niste predelali, dajte kupiti, ker zdaj je mogoče ipak malenkost cenejše, oziroma zdaj vsaj je, čez 2 meseca pa paprike zagotovo ne boste kupili take, ki je rasla na njivi, ampak lahko samo še v rastlinjakih, a ne, če drugega ne. Vse. Pa še pripravite si jo lahko tako, ki jo imate radi, jaz kisle nimam prav rad, pečeno pa ful, tako da zame to ni ista paprika, tako da si jo bom kar pali. Pa ker razmišljam, da se lahko tudi skrinjam, kaj zgodi, bom dal nekaj po kozarcih, nekaj pa seveda tudi v skrinjo, kaj pa, mogoče pa ne bo nič, mogoče pa bo, ampak če ne bo elektrike, to še ne pomeni, da sem brez vsega. No ja, tisti teden bomo pojeli verjetno precej stvari iz skrinje. Dobro, upam, da delate kaj na tem, no, to sem hotel reči. Kar se tiče pošasti, generalno je mrtva in čakamo na njen bridki padec in konec. Svetloba je zmagala, absolutno, moramo pustiti, da temačni, ki so želeli pobiti nas, dokončno pobijajo sebe, sami se med sabo stolčejo in ako imam, tako kot sem rekel v štartu, včasih občutek, kada želijo reči, daj me ti ubi. Prav tak imam občutek, ker to, kar gledam, pa veš, sej ne čist zdaj fizično, ampak tako res se izpostavljajo ta debilizem, Matej, konce, meni se to ne da več glumiti, ne zastopam nič več, vidijo, da sem neumen, vem, da sem neumen in kaj čem zdaj, da je brez veze, ne, pač ta, škoda, jaz pravim vsem vse dobro, jaz želim vsem pomagati, vendar vsak bo mogel skloniti svoj ego in nehati biti napadalen do ljudi, ki smo v 3 letih, 4, kar naštudirali, kaj se dogaja okrog nas. Tisti, ki pravi, da se nič ne dogaja, pa ni nič naštudiral, vam garantiram, da je ostal daleč zadaj v tem maratonu, ki ga tečemo, če smo tako reči, in reveži se zavedajo svojega poraza. Prepočasni so za naše hitre ume, res so polži v primerjavi z našo hitrostjo, nadzvočno, nadsvetlobno in tako. Zdaj,
jaz jim ne rečem, ti si pa neumen, tele hudičevo blesavo, ne, bolj me je razkuri ignoranca, da nočejo slišati. No, pa tudi tam sem se že pomiril, pač noče, pa naj bo tam, ampak če noče, potem nimamo mi dva se kaj pogovarjati, ne, ker zame je največja problematika tega sveta, ne problematika, aktualna tema v zadnjem času, propad sistema in kdor o tem ne ve nič, pol se tudi o paradajzu ne rabva pogovarjati, res ne, ker mi je brez veze, ker vem, da gre za zelo majhen ignorantski in kaj ćeš se zdaj pogovarjati, jaz se raj sam sabo pogovarjam, saj vem, da imam sogovornika, ne, pa še kontrerami, ne, a ne, ima drugo mnenje, ga da na mizo, ampak iz ustim pa svoje mnenje. In zdaj, tisti, ki prav Turšič ne upoštevaš drugega mnenja, dragi moji, jaz svoje mnenje sem podal, sem odprt za debato, za kontriranje pa ne. Torej, drugega mnenja pa ne sprejmeš, ne, a veš. Ja, drugo mnenje je bilo varno in učinkovito, moje mnenje ni bilo tako, zdaj, a ne sprejmem to drugo mnenje. Žal, oprosti, ne, mislim, kdor ga, ne ga, kaj ne zdaj, jaz sem hotel reči, da ni v redu, zdaj, kdo ima tudi kaj drugačno mnenje, ne, pa se je šupičet, pa ne se gre še četrtič, ne, ali šestič, ali katerič, ne vem, kak strah je med ljudmi. Zdaj, naslednji lockdown, ko bo zihar, verjetno se bo zgodil še en lockdown in še eno cepljenje, kot češ, še ena verzija virusa in verjetno bo to res dokončno cepivo, da se znebi ta planet tega, kar se mu ne da dopovedati. Mi s tako družbo nimamo kaj sodelovati, ne. A veš, taka družba ne more reči, mi smo vsi družba. Ne bo šlo. Zaradi tega, ker se tudi antilope pa tigri se ne družijo skupaj, ne, recimo, ne. Ampak vsak ima svoje življenje, lahko živi na tem planetu, samo ne moramo pa reči, mi vsi smo pa družbica. A veš, pretumasti so, če se jim ne da dopovedati, potem mi ne moramo zgraditi ene hiše, če mu rečeš, pojdi levo, on gre pa desno. Če mu rečeš, zabi desko, on pa pršvasa neki. Ne gre to tako, a ne? In družba kot taka ne more sodelovati tako zmešana, ki je zdaj, ne? Pomešana, zmešana pa je, ja, to pa je množična blesavost, ne moreš verjeti. Ampak ne, ni vse tako črno, kakor razlagam, mnogo je ljudi, vsak dan vidim več, je lepših, mirnejših zapisov, vse več je optimizma med tistimi, ki seveda optimizem gojimo. Kajti, čakaj, sem si pa prav zapisal, tukaj imam le, negativnost povzroča bolezni uma, telesa in duha, zato prakticiraj optimizem. To je nekdo napisal, jaz sem pa prepisal. In se strinjam, bolezen je, negativnost je tisto, kar povzroča bolezen telesa, uma in duha. Res je tako. Zaradi tega sem jaz ničkolikrat rekel, bodite pozitivni. Tudi če ne verjamete, nič hudega. Bodite pozitivni, tudi če mislite, ne bom rekel, narobe sem rekel, ne verjamete. Tudi če ne vidite še stvari, verjemte, da so. In zdaj recimo dosti podoben imamo problem z ljudmi, ki rečejo, Turšič neke bedarije govori, a ne, jaz tega ne razumem, ampak to še ne pomeni, da to, kar jaz govorim, ne obstaja in ni, ker jaz to čutim, jaz to živim, jaz to funkcioniram in zagovarjam, kakor me je, pa nisem ne prvi, ne zadnji, niti kamoli edini. Ampak tisti, ki ne razumejo, ne morejo kričati, da to, kar mi razlagamo, ni res. Oni samo ne vidijo, ne? In zakaj ne vidijo? Ker stvari je treba gledati s srcem. To je pa Mali princ rekel, ne? Če hočeš stvari videti, jih moraš gledati s srcem. In mnogi ljudje so žal pretrgali to povezavo. Sem probal te stvari orisati v videu 2 svetova, če niste pogledali, si ga poglejte. Ker so ljudje zgubili povezavo s srcem, ne? Z dušo, kakorkoli. In tlele je tudi en tak indijanski, niti ni indijanski, ampak pregovor prednikov, dajmo temu reči, ancestors, da izgubljene duše so v ljudeh, ne? Ljudje so izgubili dušo in ti, a veš, v današnjem času se bolj pogovarjamo o prodanih dušah, ne, čisto glih toliko izgubljene, ampak prodane. Skratka, stika ni več in naši predniki so rekli, molimo za to,
da najdejo nazaj svoje vodstvo. Da najdejo nazaj svoje vodstvo. Torej, če pa imamo dušo, srce na mestu in čistimo vse, kar ni naše, vse, kar smo mask ali pa identitet na sebe nalimali v življenje ali pa bremen dobili od drugih nase ali pa si ustvarili mentalna bremena in travme, vse to, ko odvržemo in če imamo stik z dušo, potem imamo mi v sebi vodstvo. Ja? In zdaj to ni tako zanemarljiva beseda, ne? Mi za nadaljni svet, za svet, ki je pred nami, za lepši čas, ta čas, ki bo marsikoga povozil, ne? Za lepši čas ne potrebujemo vodij takšnih, kot jih poznamo do zdaj, stranka levo, stranka desno, stranka bolj drugačno. Mi rabimo vodstvo najti v sebi. Najti in ga znati slišati in poslušati, mu verjeti in mu zaupati. Brezpogojno. Zdaj, nismo tega vajeni, ker je toliko let, toliko tisočletij in stoletij je ta sistem že tako močno zelo indoktriniral, da ti notranji glasovi niso prava stvar. Da v bistvu, kdor je poslušal notranje glasove, so mu rekli, ti si za psihiatrijo. Ne? In dejansko je psihiatrija tudi tako funkcionirala, veš, precej noro vse skupaj. Ampak dobro, mi se zdaj prebujamo, ugotavljamo, da resnično stari svet propada in nihče ne more vladati, če nihče ne uboga. Če ne bi bilo nas, ki nismo ubogali na vsak ukaz, bi nas že bil odnesel v plas, pa nas ni. In to pomeni, da zaradi tega, ker nismo ubogali ukazov, se nekaj ne more nadaljevati, ta agenda. In ker se ne more nadaljevati, študirajo, kako bi oni nekaj zdaj novega pogruntali. In če so nas najprej strašili z virusom, pa kasneje s tem, kako nas bodo obvezno pocepili, pa kako nam bodo oduzeli vse pravice, če se ne bomo cepili, pa kako bodo ovo in ono, so zdaj pogruntali nov ustrahovalni center, ki pa ni več NIJZ, ampak je zdaj pa agencija za vreme in za meteorologijo, sem prav rekel meteoarso, kakorkoli. In probajo zdaj ti strokovnjaki nam razložiti, da je mnogo strahu potrebnega, ker če bo več strahu, boste lažje obvladovali situacijo. Skratka, hudo bo, tudi včeraj je recimo preletela kar konkretna porcija dežja v naše konce in seveda v vso zahodno Slovenijo. Nisem še uspel dobiti kakšnih konkretnih informacij, kako je, kje, kaj. Razen tega, da je bil Koper pod vodo, pa se spet najdeta dve strani, da pač se to je normalno. Malo pomaga luna pri plimi, obilica dežja pa ne dovoli požiranja vode, da to se dogaja itak, da to je že skozi. Spet drugi pravijo, to se še ni nikoli zgodilo, da je Portorož pa Koper pa obala pod vodo. Zdaj, jaz ne živim tam, zaradi tega ne morem trditi ne eno, ne drugo. A se čistijo tuneli od spodaj? Jaz to ne morem trditi, ker ne vem. Je pa prav, da si dam vse tri opcije odprta, ne pa da rečem, daj, tu kakšni tuneli, to je normalno. Ni čisto glih tako, zmer je treba kovanc pogledati z obeh strani, pa še po robu. Povsod je nekaj piše. Tako da je prav, da si dopustimo možnosti, pa ne zdaj sem pri tej dotični situaciji, nasploh pri vseh stvareh pogledati čez drugega kota in ne iz prve naslepo verjeti ljudem oziroma besedam, ker besede ne štejejo več. Mi se besed ne gremo več. Kaj ljudje govorijo z besedami je ena stvar. Kaj pa v bistvu ob tem vibrirajo, izžarevajo, frekvenčno oddajajo od sebe, je pa ena druga stvar. In ker se precej pogovarjamo o našem razvoju, naj bi se nam DNK obnovil, razširil, odmrznil, če tako reči, povezava s srcem je močnejša, zunanje energije vplivajo na to, kap stvari, skratka, mi lahko rečemo, da postajamo bolj senzibilna bitja, zagotovo, in imamo bolj izostrene čute, ki jih do zdaj pravzaprav sploh nismo poznali. Mogoče jasno in nismo dali niti take teže. Skratka, zaznamo v besedah vibracijo, ki je lahko negativna ali pa pozitivna.
In ne, da sem ponosen, vesel sem, da je temu tako, pa nisem niti vedel, da se to dogaja. Skratka, mi je všeč, ko mi nekdo napiše nazaj: Matej, iz tebe veje pozitivizem. Ja, vesel sem, da se to čuti, ne? Pravzaprav, da vejejo pozitivne vibracije. Tako. In ja, so lepo, da se to čuti, ker je tudi namera taka. Želim biti pozitiven, nikakor ne nobenega ustrahovati, ne nobenega žaliti, kamoli groziti, daleč od tega. Želim, da se razume, kaj je mir, kaj je ljubezen in kaj je dobra namera. Moja namera je, da nam bo vsem dobro, tistim, ki bodo se spreobrnili, če se spreobrniti sploh še da. Ne vem, opozarjali smo že, dejte zdravstveniki nehati delati, kar delate, nehajte vladniki in podrepniki sistema delati, kar delate kazniva dejanja, za katera bo slej ko prej prišla ura spoznanja resnice, določene stvari ne zastarajo nikoli. Ne? Veste, mislim, zdaj, če dam čist moj primer, jaz se moram spet z oblastniki usest, pa jim tekst napisati nazaj, ker če ne bom jaz dobil kazen zaradi tega, ker so pač verjeli psihopatu, jaz pa sem seveda jasno, normalno agresiven človek, ne, in grozim s smrtjo, mar ne, ne, ampak, veste, take policije mi ne rabimo, lahko zaprejo vrata jutri, res, ker če policija ni bila sposobna sešteti 2 + 3, da v bistvu delajo umor 3 bajte stran, v zdravstvenem domu, pa imamo en kup dokazov za to, ampak oni to tako, ja, to pa mi nimamo okej. Pol nimamo okej vas rabiti, da boste psihirali ljudi, ki želimo v svetu dobro, to pa vas res ne rabimo, ne? Se ste dali neko prisego, da boste delali v dobro ljudi in ste se prodali kot klobase, ne? Pa sej ni policija edina, ni v šolstvu nič drugače, kakšen LGBT scenarij lahko sploh nekdo dovoli, da pride noter. Če je dovolil, da to pride noter, potem s tem scenarijem sodeluje. Če s tem scenarijem sodeluje, potem je v kaznivem dejanju, ne? Ja, kaj čem, tu je sem služba, prav, zaenkrat pa da je kar ne bo služba, sam ko pride naš moment, bomo tudi samo uredili stvari, ne? Ni problema, ni to grožnje smrti, kdo to je narobe razumel, ampak pravica bo najdla svoje mesto. Slej ko prej, nam se načeloma tudi nikamor ne mudi, ne? Co imamo časa, še 30 let, bomo že pospravili za zapahe tiste, ki tja spadajo, ker morate vedeti, da v 4 letih se je zgodila ena velika, bom rekel, napad na človeštvo, a ne, ampak tudi v zadnje, bom rekel, 2 leti pa pol, ali pa 2 leti, pa hudo se izkazuje, da ta napad se ni izpeljal čist do konca in zdaj študirajo, kaj je scenarij številka 2, ga pa ni. In oni ne morejo več niti skočiti, ne, kamoli tako, ko so šli v štartu, zdaj so se potegnili nazaj in vejo, da so ga usrali in so se potegnili nazaj glih iz tega razloga, ker vejo, kaj so delali in kaj delajo in se še vedno krši ta 11. božja zapoved, ne deli se neumnega, ne? In se delajo neumne, nevedne, čeprav vejo, kaj delajo. Vejo, hudo dobro vejo. Tudi mi vemo, kam gremo, tudi mi vemo, kaj želimo v življenju in kaj so postale prioritete, da ne moreš nobenega ljubiti, če ne ljubiš sebe. Čak, tle sem še nekaj okrog tega napisal. Širimo ljubezen, tako ja. Mi se moramo zavedati, da naša prisotnost na svetu, med ljudmi, je močnejša, kot si upamo predstavljati. Jaz vidim, ko grem v trgovino ali pa med ljudi, vidim odzive, da so drugačni, kot so bili pred časom. Brez da govorimo, širimo to, kar je v nas. In če je v nas pozitiva, je prav, da pozitive dodamo še več. Če je ljubezen, je prav, da damo ljubezni še več in ji verjamemo, zaupamo in jo s ponosom nosimo. Ponos je stvar ega, ampak da jo nosimo stoično držo, ne? Da ni s tem nič narobe, čeprav so se nam včasih posmehvali, ne? Kaj, boš pa od ljubezni živel, ne? Ja, brez ljubezni mi živeti ni, tle sem se jaz bolj najdu in dajte kar upoštevati, to ni narobe zapela ta gospodična. Skratka, mi smo ljubezen v sebi imeli, paraziti so se preklapljali na nas in nas izsesavali, to ljubezen iz nas izsesavali,
kot parazit, ki želi imeti seveda zdravega gostitelja, s časom pa ga izsesa tako daleč, da v bistvu umre z gostiteljem, če le ne flikne se dosti zgodaj dol in poišče novega gostitelja. Skratka, paraziti so iz nas izčrpavali ljubezen, mi smo se odločili, da izčrpavanja ne dovolimo več, dovolj je že sem zavedanje v glavi, da rečeš ne dam, lahko pa dam tam, kamor želim. In želim dati med prave ljudi, s pravo mero. Sleherni dan se spoznam s kakšnim novim človekom, spoznam človeka, ki pravzaprav on mene že pozna, jaz njega ne še, ampak čutva iz prve, da sva že od nekdaj mava iste teme, lahko gonva ure in ure in ure in ure. Ne? S pravimi ljudmi ne zmanjka besed, ne zmanjka razglabljanj, poglabljanj, opažanj, razmišljanj, lastnih zaključkov in tako. A veš, to spet pridemo na eno točko in upoštevaš drugega mnenja. Zelo rad poslušam, zelo rad slišim, kako ljudje doživljajo svoj svet, kako dojemajo in tako. In prav zaradi tega, ker se na dnevni bazi srečujem z ljudmi, žal mi zmanjka energije ali pa bom rekel fokusa, zato da bi uspel vsak dan narediti toliko, kot sem bil pač sposoben pred letom ali čez. Vem, da mi ne zamerite, vem, da se vsakič znova opravičujem, ampak hočem reči, da se združujemo. Da se združujemo pravi skupaj, ne vsi povprek. Ne vse povprek združevanje ne pride več v poštev, tega ne kupimo več, te pravljice. Malo me včasih tudi, ne razjezi se ni prava beseda, ampak tako vidim zapis, ja, človek je tisti, ki uničuje vode, les, ne vem, ozračje. Mislim, človek to ne dela, psihopati to delajo, ok? Človek ne uničuje svojega lastnega habitata, ali kaj? Sam psihopat je sposoben uničiti svoj lastni življenjski prostor. No, to, da smo se na jasnem, ne uničujemo, ljudje uničujejo psihopati. Psihopat pa je definicija, si jo boste sami pogledali, jaz si jo še nisem, ampak mislim, da nam je dovolj jasna. Pa če jo bom poenostavil, psihopat je ta, ki ne dela iz srca, ki ne dela iz svoje duše, ki ne dela po svojem moralno-etičnem kompasu. A ne, zame je to psihopat. Ne uravnotežen, ker za uravnoteženost ni greh s poti stopiti, greh je po napačni poti hoditi ves čas. To je tudi ena taka stara izjava, tako za občutek. Tako, ja, no in skratka, ti paraziti so nas hoteli imeti zase in nas ugonobiti, zaradi tega je tudi bila, bom rekel, dokler vaju smrt ne loči, ne. Ne smeš parazitu reči, da morate pustiti, ne, dokler vaju smrt ne loči, torej parazit je sam pohitil, no, pa drugega najdu, mislim, bolj lečina do amena. Skratka, živeli smo v blazno norem svetu, veseli me, da se svet odpira, da ta epoha je čedalje svetlejša, tole za nami je sicer zahod na polnem Cerkniškem jezeru pred dnevi, ampak ko nekaj zaide, potem je čas in prostor, da vzide nekaj novega in mogoče še ta predstava, vsak dan znova je čas, da umrem in vsako jutro znova je priložnost, da se znova rodim in delam stvari tako, kot si jih želim, tako kot z mano pozitivno vibrira in da ne škodujem s tem nikomur, da pustim prostor dihati vsakemu človeku in osebi na tem planetu, da ne kratim nikogaršnih ne pravic, ne prostora, ne miru, ne tišine in tako. Vsi delamo napake, nihče ne more reči, da jih ne, ampak to še ne pomeni, da jih ne moramo jutri zboljšati. A ne? Saj smo vsak dan lahko boljši, ne? Če pa zaznamo napake, jih lahko vsaj popravimo. Za narcise in psihopate pa je značilno to, da oni naredijo milijon stvari škodoželjnih, psihopatskih in tako, ampak za njih to niso napake in jih ne priznavajo. In ker jih ne priznavajo, zase trdijo, da jih sploh ne delajo, torej ne morejo jih niti zaznati,
niti popraviti, če jih pa seveda niso naredili v njihovem svetu. Tako da bodimo boljši od njih, že zdaj smo hitrejši od njih, zato le pogumno, le naprej, dokler je še vetra je kar kaj in naj piha, dajte držite svoja jadra, nastavite kurs, da gremo proti soncu in soncem, ker mi smo sonce in svetilniki. Zavedajte se, da brez nas se stvari ne bi mogle dogajati kot se. Mi smo tisti lokalni patrioti, vsak na svojem mestu ve, da že samo s prisotnostjo prisotnostjo in pozitivno namero je ena velika podpora temu planetu, ki vleče na ta planet tisti svet, ki smo ga včasih mogli obiskati, oziroma smo ga obiskali, ampak smo predtem mogli umreti. Se zastopimo, zdaj pa bomo tisti svet, kamor smo kot umrli, odšli, zdaj privlekli dol, torej ta večni mir. Okay? Zavedajte se, da smo res na prelomnici nečesa strašno velikega in ne mislite, da ste šibki, če vam to drugi pravijo, vse probajte še pojačati to, kar vam jaz pravim, da smo močni, kot atomska energija in marsikdo mi že potrdi nazaj, imate jaz na momente čutim, da imam toliko moči, da bi lahko goro premaknila. Bež ga srat, tudi jaz. Večkrat. Tako da, ja, imamo jo, moramo pa znati upravljati tista božji bes, tista božja moč, ki je v nas noter, ki so jo vedno provocirali, ko si prišel pa na to, da jo boš pa dal pa ven, in tam so se pa cvikani, so rekli, ne umir se, stari, ker so se tega bali. Zavidajo nam našo moč, zavidajo nam naš pogum in nam probajo z besedami povedati, da smo neumni, da smo mi blesavi, ker ne vem, neke čudne droge jemo, da tako svet vidimo, ampak mi se zavedamo, kdo smo, vemo pa tudi, kdo so oni, da žal ne dosegajo in ne razumejo. Ja, seveda ne razumejo, kot bi kitajščino in govoril in nič ni tacga, če vas debelo gledajo, nič se sekerati, imate možnost se obrniti k soncu in se pogovarjati s kom pametnejšim, če nimate drugega, sedajte pa sami sabo, boste vsaj s kom dobrim, pametnim se pogovarjali. Družbica, imejte se prečudovito, jaz sem začel že flancarjati, imejte prečudovit teden in dan in tako izkoristite, trenirajte, kako že sem rekel, trenirajte optimizem. Ja, kar dajte ga, nič ne bo narobe. Negativnosti imamo itak čez glavo dosta, ne? Vsaj mi bodimo pozitivni, če so že oni tukaj hudičevo negativni. Ajde družba, držite se. Čau.